novomeškem Anton Podbevšek teatru so v koprodukciji z zavodom Bunker na oder dvorane Novomeške pomladi postavili 25. premiero. Tokrat gre za predstavo Rečem, kar mi rečejo, naj rečem, pod katero se je avtorsko podpisal Beton Ltd., ki ga sestavljajo člani skupine Beton Tanc. Beton Ltd. Je skupina 4 mladih performerjev, igralcev, umetnikov, ki smo se odločili, da bomo delali sami, brez režiserja. Mislim, da ta ideja prišla že leta 2004, ko smo delali z nizozemsko ekipo Wunderbaum, takrat so se imenovali še Hollandija, in Nizozemska ima cela neko v bistvu tradicijo igralskih skupin, ki delajo same. Zdaj to, ko smo dobili priložnost delati skupaj, to zdaj ni bil nameren izgon režiserja, kot neka zamera, ampak gre samo za dejstvo, da smo sami toliko veliko že proizvedeli v teh 15 letih delovanja na profesionalni sceni, da se nam je zdelo, da bi mogoče lahko med sabo ustvarili kakšno predstavo. Beton Ltd. Je eden vodilnih slovenskih kolektivov na področju sodobnih scenskih umetnosti. Avtorji, ki sestavljajo kolektiv, sodelujejo že od študija na AGRFT-ju in so prepoznavni ter izkušeni ustvarjalci tako v okviru gledaliških institucij kot neodvisnih produkcij. Poleg Katarine Stegnar ga sestavljajo še Primož Bezjak, Branko Jordan in Daša Dobršek. Sama predstava se navezuje na opus del Samuela Becketa, znamenitega pisca, francosko-irsko-angleškega, ki je zaznamoval 20. stoletje in ki je na nek način prerok apokaliptične bodočnosti. In še posebej njegovega romana Neimenljivi iz leta 1953, v katerem je seveda glavna zgodba, če lahko pri Becketu sploh govorimo o zgodbi, preizpraševanje posameznika o tem, kdo je, kaj je, kje je in kaj naj pravzaprav počne v svetu. Preizpraševanje ne poteka zgolj v obliki dramskega gledališča, avtorji so namreč zvesti tudi vsem drugim referencam, iz katerih izhajajo, bodisi Beton tanca, bodisi svojih performativnih in igralskih praks, v katerih sodelujejo skupaj že več kot desetletje. Sam naslov je seveda citat Samuela Becketa iz romana Neimenljivi. Na nek način pa smo ga izbrali tudi zato, ker smo vsi štirje člani tega skupina Beton Ltd. Del ene generacije, ki je seveda šla iz ene ideologije, da tako rečem, in se zdaj znajdeva v neki drugi ideologiji. V svetu te ideologije ima ta generacija občutek, da je vse bolj nemočna. Da pravzaprav v nasprotju s tem, kar govori naravni družbeni red, kjer naj bi počasi postajali močnejši, odgovornejši in seveda imeli atribute in vzvode, kako svet pravzaprav peljati naprej, da pravzaprav prihajamo v en svet, v katerem se ta avtonomija in naša moč kako ravnati s svojim življenjem, pa tudi kako vplivati na druge, a ne pravzaprav neskončno manjša, kjer je pravzaprav diktat v bistvu česarkoli, kar počnemo v življenju, vedno močnejši in območje svobode, o kateri pa tudi Beckett pravzaprav govori, vedno manjše. Sicer pa gre kljub odsotnosti režiserja še vedno za kolektivno delo, s to razliko, da se vsi avtorji skupaj odločajo o vsem, kar se dogaja v predstavi. Tukaj pa, ko se vsi odločamo o vsem, predvsem zelo veliko več časa porabimo, po drugi strani je pa tudi presija in teža odločitve večja. Po drugi strani se pa, tako kot je Andreja že prej povedala, se pa v tem stiku te odločitve in kako se odločitev sprejema, se ustvari ogromno materijala. In tukaj se mi zdi, da je skupina specifična in zaradi tega tudi zanimiva in lahko pač ustvari nek enkraten material, ki se ga pod drugačnimi pogoji ne bi ustvarili. Avtorji se strinjajo, da je Beckett zelo sodoben v današnjem trenutku. Moje gledanje te predstave je v tem, da smo vsi na tej točki, ko si nihče ne upa več povedati, kaj si dejansko misli, da samo vsi kot neki papagaji ponavljamo neke floskule in pa predvsem nihče ni več proaktiven, nihče več ne gre in ničesar ne naredi. In mislim, da je to sporočilo te predstave, da samo vsi sedimo in čakamo na neka navodila. Za prevod del Samuela Becketa je poskrbel Aleš Berger, za dramaturgijo Andreja Kopač, Dead Tones za glasbo, za scenografijo in oblikovanje luči Sonda, za kostumografijo pa Mateja Benedetti. Poleg novomeških ponovitev bodo predstavo lahko konec novembra in v začetku decembra videli še v Mariboru in Ljubljani. Želja ustvarjalcev pa je, da bi v naslednjem letu predstavo odigrali tudi na mednarodnem prizorišču.
nisem.